Yo, kje ste folk, pozdravljeni, vi poslušate Radio Aktivno, z vami Skova. Včasih si moral pazit, kaj govoriš, če ne so te v hipu zažgal na grmadi, prbil na križ. Danes pa kričiš, pa te noben ne sliš. Ne vem več, komu bi pel te pesmi, komu so sploh namenjene. Najbrž lutkam v teh kletkah tesnih vanje so zaklenjene. Najbrž lutkam na teh vrveh, na nje zgodbe so privezane. Jaz pa vidim jih globoko v tvojih očeh, padajo kot domine. Slišim tvoj smeh, vidim tvoje opaske, ker v kostume so našemljene. Za te izmišljene, dolgočasne maske, one noter zlomljene. Svet je gledališče, življenje je le igra in ljudje smo sam lutke z mesa. Vse to, kar vidiš na odru, se res dogaja in prav vsaka lutka svojo vlogo igra. Svet je gledališče, življenje je le igra. To ni metafora, temveč resnica sveta. Vse, kar obstaja, se od vedno ponavlja in predstava se zares nikoli ne konča. Veliko zgodb spi v lutkah. In kaj bi se zgodil, če bi jih naenkrat vse zbudil? Naravna katastrofa, kaos, mogoče čarovniški trik, kjer ga na konc čaka aplavz, veselje ali tišina v dvorani. Ali še večja praznina na konc med nami, če laž postane resnica in kostum postane koža in maska postane obraz. Kdo potem postaneš ti? Neka nova verzija sebe? Ali si to ti že ves ta čas? Kdo postaneš ti? Neka nova verzija sebe? Ali si to ti že ves ta čas? Svet je gledališče, življenje je le igra in ljudje smo sam lutke z mesa. Vse to, kar vidiš na odru, se res dogaja in prav vsaka lutka svojo vlogo igra. Svet je gledališče, življenje je le igra. To ni metafora, temveč resnica sveta. Vse, kar obstaja, se od vedno ponavlja in predstava se zares nikoli ne konča. Svet je gledališče, življenje je le igra in ljudje smo sam lutke z mesa. Vse to, kar vidiš na odru, se res dogaja in prav vsaka lutka svojo vlogo igra. Svet je gledališče, življenje je le igra. To ni metafora, temveč resnica sveta. Vse, kar obstaja, se od vedno ponavlja in predstava se zares nikoli ne konča. Teatrum je bila slišana skladba Skove z istoimenskega albuma naslovljenega Teatrum. Vas je lepo zdrav, da je Radio Aktivno. Lep pozdrav. Si rad v gledališču? Rad sem v gledališču, čeprav pa moram povedati, da premalo hodim v gledališče zadnje čase. Pa bi mogoče moral več hoditi. Ampak ja, vmes je bila, se je zgodila ta korona in vse to. Te lockdowni so bili in nekako človek začne kar malo drugače razmišljati, delovati, dobi nove navade in s tem sem se tudi malo zaprl vase in mogoče sem ratal malo antisocialen in pri tem se tudi pozna, da sem manj hodil v gledališča, kjer bi se lahko inspiriral. Morda zato naslov albuma Teatrum? Ja, mislim, naslov albuma Teatrum je veliko prej se že usidral v moje misli. Album je nastajal 5 let in jaz sem takoj zbral pravzaprav ta naslov iz latinske besede teatrum, ki pomeni pač gledališče. In to je zato predvsem, ker sem nekako hotel, da se vsi komadi konceptualno povezujejo skozi neko rdečo nit in ta rdeča nit sem si pravzaprav želel, da bi nekako predstavljala gledališče, vsaj metaforično.
metaforično. Če pa pogledamo okrog nas, pa je vse skupaj gledališče. Res je. Bolj ali manj resničnostni šov ali pa gledališče v realnem svetu, ne samo tistem na odru. Ja, res je. Ali se potem tudi to vse skupaj odraža na tvoji plošči, na tvojem prvencu? Seveda, vsi komadi, vse pesmi so nekako preplet mojega vsakodnevnega življenja in nekih likov, ki sem jih ustvaril, skozi katere nekako kanaliziram in govorim. Je življenje le igra? Je, jaz mislim, da je. Treba je biti resen v življenju, ampak treba je pa tudi razumeti, da je vse skupaj tudi igra. Potem smo mi lutke? Definitivno. Lahko smo lutkari svoje usode, lahko smo pa le lutke in nič več kot to. Nekatere bolj, druge manj vodljive. Tako. To so predvsem tiste, ki razmišljajo svojo glavo. Tako, res je. In kot slišim tebe na tem albumu, na tvojem prvencu, dobro razmišlja svojo glavo. Trudim se, upam, da mi glava še dosti dela. Takrat, ko sem pisal to ploščo, mi je res delala. Tako da, ja, v tej plošči je zajetih zadnjih 5 let mojega življenja in ustvarjanja in probal sem nekako strniti neko najstniško obdobje, pa to obdobje odraščanja skupaj v neko zaključno miselnost enega posameznika, ki se pač ukvarja s hip-hopom in ga ljubi. Torej si bolj lutkar kot lutka. Lutkar in lutka, rečva tako. Druga bo namreč lutkar? Tako. Pesem Lutkar je pravzaprav čist na začetku bila mišljena, ta pesem bi mogla biti uvodna skladba, pa sem potem mal premešal ta vrstni red in sem naredil drugačen intro. Ampak ja, v bistvu Lutkar kot druga skladba je nek podaljšek intra, no, tako mal daljši vhod v ploščo, rečva temu, tako na ta način. Je gledališče in ljudje smo samo lutke. Skova Gledalci in igravci, vsi igramo iste občutke. Svet je gledališče in ljudje smo samo lutke. Skova Igravci in gledalci, vsi igramo iste občutke. Dame in gospodje, dobrodošli v gledališče. Mikrofon je moje urodje in ta oder je prizorišče. Moram sceno zakurt, tole ni več disko plesišče. Vse kar delam je absurd, koncentracijsko taborišče. Lahko si hladen, ka led, ampak ob meni se stališče. Nimaš svoje stališče, prinašam verbalno žarišče. Jaz sem bizarna osebnost, nevarna besedna spretnost, tovarna kulture, ki zagovarja umetnost. Pisalo je moja sabla je rezilo, ki upodablja mojo silo, zlorablja vsako celico sivo. Medtem, ko folk pozablja, da je hip-hop sporočilo, uporablja prepoznavnost kokar neko merilo. Ne iščem potrditve, moj balast daje kontrast, povzroča notranje krvavitve. Nisem tle za okrast, imam čas, ne moč je okrast. Pesniki nikoli ne umrejo, ki enkrat spremenijo se v prah, za sabo pustijo idejo, veš? Svet je gledališče in ljudje smo samo lutke. Skova Gledalci in igravci, vsi igramo iste občutke. Svet je gledališče in ljudje smo samo lutke. Skova Igravci in gledalci, vsi igramo iste občutke. Teatrum. Jaz sem rešilni jopič v poplavi hip-hopa, krvav čopič slikarja v glavi tvojega otroka. Jaz sem želja vsakega tekstopisca, ponosna sramota. Jaz sem zgodba za kulisja, velik več od rap nastopa. Lutke oživijo, ki začutijo mojo energijo. Sam pojavim se zraven njih in v trenutku se zbudijo. Vstanejo od mrtvih, svoje vloge nazaj dobijo. Čudežno spregovorijo, bom predstavljal novo dimenzijo. Vklopijo vašo domišljijo zaradi moje prisotnosti. Z vizijo smislu gradijo, zdaj hodeš po poti neskončnosti. Jaz sem bogatstvo reveža, revščina bogataša. Jaz sem tretja stran kovanca, če kdo kdaj zame vpraša. Genialnost defekta, širina spektra, ostrina načrt besednega arhitekta, vitez intelekta v rimah. Kontra klišejom, javnim vecejem, kvazi renomejom, Galilej. V tem repu čas, da modeli to zvejo. Ne rabam impresionirati neke zaostale paglavce. Salutiram tistim, ki so jim te misli v glavi počgale žarance. Po moji smrti bojo v šolah analizirali moje metafore, jih restaurirali tako kapočene stare amfore. Jaz bom skrival se v ozadju, kot lutkari za kulisja dajo v glas nemim figuram, prpel v repu gledališča. In ko predstava konča se, reflektor se ugasne, takrat bom ostal samo navadna lutka za vse večne čase. Lutkar in Skova oziroma Vasja Vipotnik. Ja. Odkot potem Skova?
Skova, ta vzdevek sem dobil na ulici od prijateljev, že ne vem, kdaj se je to zgodilo, po mojem že v osnovni šoli ali pa v srednji, kjer pač mene vsi kličejo Vasko, kar pride iz Vasja, in če Vasko obrneš okrog, dobiš skova. In meni se je pa fajn zdelo, da bi lahko ustvaril nek lik, ki nisem samo jaz, tako kot sem v vsakdanjem življenju, da pač se nekako ustvari tudi nek alter ego, sem si želel, ne. In tako je pač nastal Skova. V hip-hopu oziroma rapu si že od 12. leta, kar meni kar nekaj časa, dejansko si repersko polnoleten. Ja, zdaj sem polnoleten, ja. Si upihnil kako svečko na torte? Pa ne vem, rečemo, da sem. Kaj pa te dejansko privabilo oziroma povabilo, da si prišel oziroma da si šel v rap, pa ne v kako drugo glasbeno zvrst? Ja, pač vedno so me zanimala besedila, bolj kot recimo ritem in glasba, ne, kar je pač tudi kasneje sem se zaljubil v glasbo. Najprej sem se zaljubil v kantavtorje, kot so recimo Istok Mlakar, Đorđe Balašević. Pač taka imena so me inspirirala že od majhnega, mi ko smo pač bili doma, smo poslušali starši vso možno glasbo sveta in jaz sem se nekako zapičil te kantavtorje slovenske in sem jih raziskoval in sem nekako že kot otrok pri 12 vzljubil to in sem vedel, s čem se bom ukvarjal. Točno sem vedel, da bom pač nekoč pisec, poet in tako naprej. Ne. Si iz Ljubljane? Ja, iz Trnovega. No, ravno to sem mislil vedeti, iz katerega dela, da vem, katera reperska scena je to, torej Klemen. Tako, ja, smo sosedje. Pa sta že kaj sodelovala? Sva nekaj sodelovala, poznava se tudi že zelo dolgo, ampak potem, ko sva začela sodelovati, nisva končala nekega projekta, mogoče se bova pa kdaj vrnila nazaj k projektu, pa ga finiširala. Zaenkrat še stoji, malo je še v zraku. Če Klemno pravijo Trnovski ninja, imaš ti kak drugi vzdevek? Jaz osebno si nisem dal vzdevka, ampak sem pa že slišal, da so mi rekli kakšni Trnovski vitez. Zanimivo. Ja. Nenazadnje si zmagovalec rap a cappella battle, to meni, da si neke vrste vitez. Pa ja, lahko rečemo tako, ja. Jaz sem bolj mislil vitez v smislu, vitez, ko bi rekel, nekdo, ki srčno stoji za svojimi besedami in je nekako pripravljen včasih tudi sebi škodovati za to, da bi pomagal nekomu drugmu in videl širšo sliko. Jaz sem mislil bolj v tem smislu, ampak ja, lahko rečemo tudi prek betlov, da sem vitez. So ti betli dali kakšno dodatno spodbudo za delo? V tistem obdobju, ko sem betlal, ko se je pač zgodil tisti battle, ne, sem moram reči, da dobil zelo trdo kožo, debelo kožo, rečva, no, tako. Ko enkrat zmagaš tak battle, kot je ta bil rap cappella battle na tem nivoju, se mi zdi, da pride potem neko obdobje, ki traja 2 leti, ko se zdiš sam v sebi kot nek Iron Man, tako močen, da ti noben ne more z besedami priti do živega, niti te nič ne more v življenju potem nekaj časa še tako potreti, ker te battle, kakor ga dobro speleš, te nafila z neko posebno bojevito energijo, ki pa se potem še vleče nekaj časa. Pri tem pa treba tudi veliko znanja, pa hkrati sproščati sive celice, se prilagajati, improvizirati. Tako, res je. Kar te verjetno še bolj utrdi, pa ti da misliti. Ja, res je, treba je čim več brati, pa pač tako hoditi v gledališča, na koncerte, spoznavati kulture ljudi, se mi zdi, da je pač to nek način življenja. Treba je biti individualist, treba je biti sam svoj in nekako sestavljati neke puzle, neko sestavljanko, neko svojo celoto in nabirati izkušnje in tako to zgleda. Če si reper, moraš veliko potovati okoli, da bi pač spoznal to neko sceno in tudi druge kulture, da bi lahko pač se utrdil še bolj, ne, tako. Širina, ja. Tretja bo 100% skill. 100% skill, ja. To je pa pesem, ki sem jo v bistvu napisal nekako tako veliko preden sem začel sploh pisati to ploščo, pa sem se na koncu odločil, da bom vseeno pesem dal gor, čeprav najprej ni bila to čist ideja, ne. V bistvu ta pesem zajema čist moja najstniška leta in opisuje neko časovnico, nek timeline samega mojega ustvarjanja, kako se je pač začel tisto vrtec, šola, srednja šola, ne. Kako je ne glede na moje odraščanje in kako mi je čas bežal, sem jaz vedno čutil hip-hop in to sem hotel nekako pokazati v tem komadu, ne. Yeah. Yo. Mineva časa, foro zavrtim nazaj, ga spomnim se čarobnih momentov, svobodnih delinkventov, preveliki trener, krucaka ustrganih patik, na CD-ju El Bahati, problematik, bil sem še fanatik, že kot otrok, zabredel preglobok, not v hip-hop, imel sem ta čaroben pristop. Nisem delal rap, da bi si nafilu žep, denar mi ni pomenil nič, čutil sem srečo v zep, poznal svojo vero, pa nisem hodil k verouku, star bil 12 let, ko sem prvič majk razfuku, v osnovni šoli vsi so pridno učil se, jaz pa repu po kleteh, na ulici pilu s
rodil se, ruta okol glave in v žepu disk man, z ekipo hodil skejtat na basket igrišče. Vsi so čuden gledali, rekel, da je prizadet, ker sem na dnevu odprtih vrat začel v mic se dret. 100% hip-hop, 100% skill, rodil se je v men in ne boste ga ubil. 100% hip-hop, 100% skill, MC, DJ, mikrofon, vinil. 100% hip-hop, 100% skill, rodil se je v men in ne boste ga ubil. 100% hip-hop, 100% skill, MC, DJ, mikrofon, vinil. Kmal je bila že srednja šola, hodil na Fužine, kjer naprej sem pisal rime, osvajal veščine sine, nabral kilometrine več kot taksimeter. Ni dal se mi učit, sem pa bil v praksi spreten. Pred šolo metal, freestyle, ato, šorti skova, bili smo krut, 22, definicija struktur in flova. Pred gostinsko smo tok časa pohal bombe, da postal je ritual, id v šolo brez torbe. Odstrigal stran štibel, več kot razbiti krigel in igel, videl po tleh več kot trnov, mrdečih cigel. Z minusi v očeh na postajo sem šel, se švercu brez urbane z busom direkt v Trnov repat na ploščo. Skaj bo piva pozitiva, bloki so vedel, da sta Aco pa Vasko sumljiva. Zaradi motenja posesti so Murijo klical in ne bi se čudil, če bi v zapisniku pisal. 100% hip-hop, 100% skill, rodil se je v men in ne boste ga ubil. 100% hip-hop, 100% skill, MC, DJ, mikrofon, vinil. 100% hip-hop, 100% skill, rodil se je v men in ne boste ga ubil. 100% hip-hop, 100% skill, MC, DJ, mikrofon, vinil. Danes vse je mal drugače, redko kdo ima še ta skill, zato je vedno manj kvalitetnih besedil danes. Razni novi reperi za featuring prosijo me, vsi vejo kdo je Biggie, sam ne vejo kdo je Kosovel. Ne zdi se mi narobe, da hip-hop dobiva drugo obliko, zdi se mi narobe, če ne veš za koga delaš ziko. Lahko repam na regi, lahko na boom bap, lahko na trap, dubstep, ja še vedno delam rap in tudi nimam začike, sem še zmeri bogat in ko me life prinaša okol, ga še zmeri imam rad. Še vedno ko vzamem mic, v mestu rata vroče, repam komurkol, kjerkol in kadarkol on hoče. Flow, matematik, punchline so zlati, v freestylu več povem, ko folk na celi svoji plati. Eni pravijo, da je umrl, jaz ga še vedno živim in ko me vprašajo, kako mi je ime, odgovorim 100% hip-hop, 100% skill, rodil se je v men in ne boste ga ubil. 100% hip-hop, 100% skill, MC, DJ, mikrofon, vinil. 100% hip-hop, 100% skill, rodil se je v men in ne boste ga ubil. 100% hip-hop, 100% skill, MC, DJ, mikrofon, vinil. 100% hip-hop, 100% skill, rodil se je v men in ne boste ga ubil. 100% hip-hop, 100% skill, MC, DJ, mikrofon, vinil. 100% hip-hop, 100% skill, rodil se je v men in ne boste ga ubil. 100% hip-hop, 100% skill, MC, DJ, mikrofon, vinil. Skova z albumom Teatrum v oddaji Radioaktivna. To ni tvoj prvi album dejansko, ker sem prebral, da je bila na začetku kompilacija Okus metropole. Ja, ampak jaz bi rekel, da je Teatrum vseeno moj prvenc. Okus metropole je pa dejansko kompilacija, ki ni moj solo album, ampak je tukaj bilo še veliko ljudi vpletenih zraven. To smo bili takrat prijatelji, ko smo ustvarjali nek CD. To ni bil Skova CD, ampak je bil bolj Skova in prijatelji, ne? Tako bi se reklo, ne? Zato pravim, da je Teatrum moj prvenec, ne? Smo potem na tej kompilaciji dobili vse okuse metropole, iz vseh koncev. Ja, jaz kar mislim, da smo dobro zajeli takrat Ljubljano in jo opisali v nekem, z najstniškim pogledom smo jo zajeli in opisali. In če bi primerjal tisti pogled in današnji pogled na metropolo, na prestolnico, s kakšnimi očmi danes vidiš? Ja, so ene reči, ki se ne spremenijo, ki se niso spremenile, recimo so se pa spremenili vozni redi avtobusov. Bi se strinjal. Ne, hecam se. Pa dodatne linije so, mislim, da. Ja. Toliko časa se že nisem vozil z avtobusom, da zdaj, če bi mogel prijeti z enega konca do drugega, najbrž ne bi niti vedel, na kjer avtobus se moram usesti, bi bil kar zgubljen. Za 6 pa za 1 bi jaz tudi vedel. Pa za 14. Za ostale pa že težje, ja. Se strinjam s tabo. Tudi na tem albumu imaš sodelovanja. Ja, nimam toliko veliko sodelovanj, kot je bilo na Okusu metropole, ampak ja, tukaj sem na album povabil Vaca, Marka Jakoba Kavaco, ki so naredila pesem Svetilnik, potem imam pa še Marka Potočnika Simpla, s katerim so naredila pesem Labirint, in mojo drago, mojo punco Enjo sem povabil, ki pa je zapela refren na zadnji skladbi Malenkosti. Tako da to je to, 3 sodelovanja,
čisto zadost. Sem rekel, naj skova prevladuje, naj skova pove, kar ima zapovedati na tem albumu. Ni nazadnje tvoj prvenec. Ja, tako. Nisi pa samo reper, si tudi dobrodelni reper, kot je prebrati na tvoji spletni strani. Tako, ja. Sem naredil kar nekaj dobrodelnih koncertov v zadnjih letih, v bistvu še pred korono, no. Tako sem se povezal tudi s kakšno organizacijo, kdaj pa smo zbirali denar za socialno ogrožene otroke, pa tako rad to počnem, rad organiziram take dogodke, kjer vem, da gre denar v prave roke in čutim nekako sam v sebi, da je tam nek dober namen, ne neka skrita agenda. In ko to prepoznam, je v Ljubljani pač tako, da se vsi poznamo in se potem zlahka skliče nek tak dogodek. Artisti, reperi so tudi taki, da to razumejo in ko vidijo, da ima nekdo željo, kot sem jaz, se potem hitro priključijo in se da tukaj narediti kakšno marsikatero dobro delo. V labirint se podajamo naslednjim. Tako, to je pa labirint naših črnih misli. Ne. To pesem sem naredil v bistvu, če čist poenostavim v enem stavku. Pač mi ljudje mislimo dostkrat, da vse težave, ki se nam dogajajo, dostkrat potem krivimo nekoga, vedno iščemo krivce za naše težave. Ne. Ampak jaz sem pa naše težave postavil v nek skupen prostor, ki sem ga poimenoval labirint in potem sem nekako si izmislil neko figuro znotraj tega prostora, ki ga vsak človek sreča, da mu ta figura nekako nastavi ogledalo in da v bistvu človek spozna, da je za večino problemov kriv on sam. Ne. Tako da na ta način sem mogoče malo umetniško pristopil, malo temačno k temu komadu, ampak ja, je mogoče eden bolj artističnih komadov na tej plošči, bi jaz rekel. Hodam skozi temen hodnik, gledam svoje rojake, zombijeve korake, zaradi insomnije, podočnjake, lobanje, okostnjake, odvržene v smetnjake, preluknane vojake, postavljene za tekoče trake, zastrupljene junake, obupane sestre in brate, razbite družine, podkupljene advokate, vidim sebe enake in drugačne, označene kot napačne, site in lačne duše zgubljene v tem labirintu, slišam krike nestrpnih, ranjenih, odpoklicanih borcev, zlorabljenih, pozabljenih med vrsticami, zanemarjenih, naveličanih, neuslišanih, sužnjev sistema izbrisanih, s krvjo pošpricanih. A kdo še sliši te krike? Kdo lahko razbremeni nas? Kdo ima čez hodnike te? Kdo v bistvu dol tiščina? Zakaj ne najdemo izhoda, utopljeni v patetiki? A res obstaja svoboda, a smo sam njeni ujetniki? Hodam skozi temen hodnik, korak za korakom tiši, štengo za štengo višji, stopam bližji steni, slišim miši, srečam starca brez vida, ker pogledu je v sonce, srečam žensko brez sina, ker ne upam med brezdomce. Male kopije, ki spoznale so tipkovence, srečam grupo nekih pesnikov, ki ne poznajo slovence. Tlen odpazem, kdo sem, ne nosim ponosen bremena problema, se losam za steno, da zjutri zbudim se jekleno. Glejo srečo, po nesreči moledujem, ne gre z mano, me pogleda in vpraša, hočeš life, pa hočeš famo life, ker nimam planov, mislim imam, sam bi rad plaval v neznano, malo v platno se izraža bolj abstraktno, de facto vidim kam ne govorit, izliva tok modrosti, prav stvari pogruntaš sam, skozi leto hosti vidim nebolozne mame, ki paradirajo verne hčere, vidim vse vede vernike, ki ne razumejo vere, ne. Hodam naprej, utrujen tavam brez orientacije, srečujem vse te face, opazujem njihove situacije, zmeri bolj se mi dozdeva, da za kjerokol pot se odločam, ta vod me v brezpotje, tja kamor nobeni toče, neodločen, stopam naprej med razpadajočimi stenami, v družbi duhov osamljen, omamljen, s pojočimi sirenami, naenkrat začutim energijo, ta v hipu zamenja atmosfero, pred mano se prikaže nek tip, ki trdi, da je prerok, dotakne se moje rame, s dotikom dojamem, v čem je finta, razberem, da obstaja gospod oblečen v črno na konc labirinta in ta gospod v črnem piše naše scenarije. On je odgovoren za vse naše težave in ostale pizdarje. Izprav me je za posebno nalogo, uporabo me kot orodje, da lahko prek mene opisuje vse tuje tragične zgodbe. On je izumitelj teh sten, stvaritelj naše bolečine. Ko vsega tega se zavem, v tistem momentu prerok zgine. Ko v temi padem čez kamen, se ujamem na tujca, Albert mi razlaga, da ta life ni vreden kurca. Davam dalje mimo otroka s smartphonom, lov za Pokemonom, zdraven starca zaposlena z govnom masovnom, vidim fitness goro, shit man, kip iz kic zgrajen, zid ni več sposoben bit fit, ker steroid je znem, sledi pesnik, k duši se med zažganimi listi, srečam besno dobroto, ma k nas zmerja z antikristi, žensko, k ni ženska, ker kot moški se rodila tečno, v zadnji mamo, k se po njenem sekira, k ni splavila, vidim otroka podjelko točt, k zmešam po darilih, zdraven pa božiček z bičem joče, ker poznata feeling
srečam sebe, kva, a ja, okej, to je sam špegel, skoraj bi imel infarkt, medtem ko bi se sabo kregel, shit. V roki držim skulpture, vsake te figure prestrašene, gospod v črnem sem razlog, zakaj so duše tukaj znašle se. Zabavam se z družabnimi igrami, které mi dan popestrijo, tako da izpadam z raznimi iglami, da počasi skrvavijo. Enim našopam ego v žile, zato obstajajo vojne in pohlep te rušijo. Stebre človeštva z dojemanjem, da vojska je zgled, druge zastruplam z nesprejemanjem sebe. Zdaj vzemajo steroide, sam raven tako postanejo šibok člen prehranjevalne verige, tako ke starc brez vida misel, da oslepelo ga je sonce, ne ve, da se žgal samo oči, nikoli ne bo videl svoje potomce. Predolg se je spraševal, kje so skriti izhodi v teh rovih, pa sem ga kaznoval, tako ka žejne utapla v pitni vodi. Živim zato, da oni trpijo, uživam v tem, da kri prelivam, brez mene bi njihova življenja bila dolgočasna, nezanimiva. Noben ne unič me, nad mano ni ne bog, niti hudič ne. Ta labirint ne obstaja, čeprav so vse te zgodbe resnične. Ko sep, kok podob, kok potreb, tok kot rok, koga lep glajdam čez namišljeni potop. Ko sep, tok podob, kok potreb, tok kot rok, koga lep ga glajdam čez namišljeni potop. Ko sep, kok podob, kok potreb, tok kot rok, koga lep glajdam čez namišljeni potop. Ko sep, tok podob, kok potreb, tok kot rok, koga lep ga glajdam čez namišljeni potop. Skova, z albumom Teatrom voda je radioaktivno, imaš pogosto črne misli? Imam pogosto črne misli, ja. Ampak potem tudi pretočiš v poezijo? Ja, rad jih pretakam v poezijo, to naredim, če se le da, no. Glih nisem kakšen športnik, pa da bi boksil kakšne vreče ali pa kaj preveč tekel ali pa hribolazu. Tako da nekako počnem tisto, kar znam najboljš, ne, in to je ukvarjanje z besedami, pisanje, tisto, ko pišeš, se sproščaš, no, in to sem jaz. Nekako to je moj edini ventil, edini filter, rečva. Potem, da nastane verjetno tudi besedila, ki niso za javnost? Definitivno, ja. Ta besedila so ponovadi kar v moji umari, tam tudi ostajajo in pa če sem kdaj jezen, pa kakšnega ven vržem, ne, tako, po občutku. Samo cenzura? Teatrom prinaša 10 pesmi in en skit. Tako, ja. Skit je v bistvu a capella, ki je čist nek moj, rečemo, melanholičen, pesimističen pogled na trenutno situacijo, takrat napisano, ki je, mislim, da pa še danes aktualna. Ful sem v bistvu hotel imeti en skit na plošči, ampak nisem hotel, da bi ta skit bil kar neki tam zvoki, ne, in tako, kot imajo kakšni reperi na albumih, sem res hotel, da je ta skit pomenljiv in sem rekel, zakaj pa ne bi neka poezija daljša bila, mogoče lahko skit, ne. Tako da sem to potem vključil na ta način to a capello na ploščo, da sem lahko tudi povezal jo z naslednjo pesmijo, ki pride za njo, in da se lepo povezujeta, ne. Čigavo delo je glasba oziroma biti? Biti so delali fantje, moji prijatelji, ljubljanski producenti in iz Kranja in tako naprej. Večino plošče je delal Edin Kvrgič, Edič, potem David Koraj, Beat by Dauč, Kranjčan, potem 1111, Kostja Horvat in Anže Petrač je naredil uvodno skladbo Teatrom. To so 4 fantje, ki so delali vso produkcijo. Delaš tudi kaj sam? Produkcijo, glasbo? Glasbo, ja. Ne, glasbe ne delam sam. Jaz sem samo tekstopisec in vokalist. Bova se po naslednji lotila še besedil. Okay. Vitez bo naslednja, ki si ga že omenil, to si ti. Ja, pesem Vitez sem napisal z neko mislijo, ko sem se spraševal, kako bi predstavil neka zgodovinska dejstva, pa neko poučno snov, mogoče, ki se mi nismo učili v šolah, pa nekako smo pa vsi raziskali in poznamo zgodovino, ne, pač tako, če se vrneš nazaj v srednji vek in tako naprej. Sem rekel, da gremo narediti en komad o vitezu, da predstavimo, kaj je vitez in kaj je viteštvo, ne, kdo je vitez in kaj je viteštvo. Tako da sem v bistvu res to napisal, to pesem z namenom, da jo slišal mlajše generacije, na koncu so mi pa tudi mlajše generacije povedale, da je ta pesem medgeneracijska, ker jo poslušajo tudi njihovi starši in tako naprej in me je to še dodatno pogrel potem pri srcu in sem videl, da je pesem res dosegla več, kot sem pričakoval. Fantje in dekleta, ta komad je za vas, izhaja iz srednjega veka, skupaj potujmo skozi čas. Začel se je s propadom rimskega cesarstva, čas barbarskih upadov in s prihodom krščanstva. Nastal je feudalizem, feudalni gospod je imel posest, poberal davke od kmetov, da je imel za jest, imel svojo vojsko, vojak je lahko postal vsak, pripadnik nižjega plemstva, če je bil dost bogat. Bil je proglašen za viteza strani kraljice in kralja, opisovala so ga številna dejanja. Človek je svojmu kralju častno besedo dal, da se v bitki nikoli ne bo predal, tako je vitez postal konjenik.
v eni roki meč, v drugi ščit. Njegovo poslanstvo, da kraljestvo ščit, do konca se borit, tudi če ve, da bo ubit, ki umrl bo častno, ni ga strah prelit kri. Lahko napišeš mi 100 disov, mi umažeš ime, sam nimaš pa te šanse, da mi vzameš srce. Lahko mi ukradeš konja, me obesaš, odsekaš glavo, sam dokler je videti živ, se bo boril krvavo. Lahko napišeš mi 100 disov, mi umažeš ime, sam nimaš pa te šanse, da mi vzameš srce. Lahko mi ukradeš konja, me obesaš, odsekaš glavo, sam dokler je videti živ, se bo boril krvavo. Kar je rekla cerku, je rekel tudi kralj. Gospod sledil je kralju, ker je bil njegov vazal. In kar je rekel gospod, je bilo treba narediti. Zato je bil klevitez, ki mu je bil vedno zvest. Uloga, naloga, to da v Boga gospoda, tudi gospod v Boga Boga, vsak je nekomu oproda. Ampak ta prav vitez ni vedno opravil naloge, imel je veliko srce, zato je raj branil uboge. Živel viteški kodeks in ta kodeks govori o veri, lojalnosti, enakosti med ljudmi. In če dobil je navodila, da mora nedolžne ubiti, je pred pozabil na pravila in jih probo razkrit. Riskiral svojo glavo, da jim je nudil pomoč. In to ta pravga viteza od ostalih loč. Lahko sem vitez jaz, lahko si vitez ti, ker viteštvo še vedno živi, tako kot živijo vitezi. Lahko napišeš mi 100 disov, mi umažeš ime, sam nimaš pa te šanse, da mi vzameš srce. Lahko mi ukradeš konja, me obesaš, odsekaš glavo, sam dokler je vitez živ, se bo boril krvavo. Lahko napišeš mi 100 disov, mi umažeš ime, sam nimaš pa te šanse, da mi vzameš srce. Lahko mi ukradeš konja, me obesaš, odsekaš glavo, sam dokler je vitez živ, se bo boril krvavo. Ker viteštvo še vedno živi, tako kot živijo vitezi. Vitez in skova, vdaje radioaktivno, besedila so naslednja tema. Okay. Vse tvoje delo, prebiram pa, da si vnuk pesnika Ceneta Vipotnika. Tako. Potem ti je kar nekaj teh genov ostalo. Ja, jaz bi rekel, da jih čutim tako, ne vem, z leti vedno bolj. Mislim, da imam čist svoj stil, vse ne, da sem res sam svoj, unikaten artist, ampak ja, čutim, da nekaj seva skozi mene, nekaj, kar je že davno bilo izrečeno, rečva, no, temu tako. Koliko pa si prebiral detkovo poezijo? Nekaj sem prebiral detkove poezije, imava celo eno pesem, v kateri zelo podobno tvorva rime, kar je res zanimivo. Imam detkovo pesniško zbirko doma in jo včasih vzamem v roke in tako, lepo. Verjetno pa je poezijo tistega časa in današnjo poezijo, repersko poezijo težko primerjate. Ja, seveda je drugače. Je drugače, predvsem zaradi teh starih besed in tako naprej. No. Ampak nek flow se pa včasih kar podoben pojav, ne, od unih časov pa današnjih. Tako, če prebereš poezijo, pa jo probaš zarepat, včasih kar gre. Lahko bi tudi starejše pesnike vzglasbili na ta način, da bi jih pokazali, se pravi, v neki rap izvedbi, rečemo, no. Bi se dali, jaz mislim, da bi šlo. Imaš dobro idejo. Ja. Drugače pa, kot sem poslušal tvoj album, so tvoja besedila zelo kompleksna. Moraš si kaj želiš sporočiti? Ja, ne vem, meni se zdi, da je vsak raper nekako čuti rap kot urodje za izražanje in ne vem, meni se zdi škoda, če bi delal neke pesmi, ki so tukaj samo zato, da premikajo ljudem telesa in ne, da ljudje grejo žurat na take komade, ne, meni to ni. Velike raperjev, ki to že počnejo, zakaj bi bil še eden izmed njih. Jaz sem tukaj zaradi svojih sporočil in enostavno jih moram iznesti ven, če jih ne bi iznesel ven, bi eksplodiral, to so že prej ugotovila, tako da jaz se pucam v bistvu, no, tako. Katera tematika pa tista, ki ti je najbližje, ki jo najraje izliješ na papir? Ja, to je zdaj težko reči, ker repamo tisoč in eni stvari, ne, ampak če pa posplošiva, nekako bi rekel, da je to neka družbena kritičnost, no, tako, socialna ozaveščenost mogoče, ne. Se tega danes ljudje premalo zavedamo, oziroma premalo kdo? O tem vemo? Jaz mislim, da ne, jaz mislim, da vsak posameznik ve zase, ne. Rap je taka zvrst, ki dodatno malo spodbuja to socialno tematiko, ne, tako da, če smo pa premalo socialno ozaveščeni, težko odgovorim na to vprašanje. In ja in ne. Naslednji dve povežemo v celoto, in sicer a kapelo kot skit ter potem še svetilnik. Ja, se pravi, za kapelo sva rekla, da je v bistvu ta neka moja melanholična poezija, ki se zgraža nad trenutnim svetom, nad situacijo, s pitno vodo, z nafto, z tisoč in eno zadevo, ne? In nekako govori o neki apokalipsi. Svetilnik je pa potem naslednja skladba povezujoča za kapelo, ki pa pravzaprav osvetli vse tiste temačne dele, ki sem jih prej povedal v kapeli, ne. Torej, svetilnik nam nekako sporoča, da smo mi lahko v tisti veliki skupini ignorantskih ljudi včasih nek steber, ne. In da delimo včasih po svoje, tudi če se nam ne zdi to najbolj za nas, ne.
Učili so me, da life je borba, pa se počutim, kot da sem Sizif. V hrib, valim velikansko skalo, zmeri mi uide, pa sem v pizdi. Ni efekta, pa trpim in pizdim zaradi negativnih misli, nemoči in tistih, k. Majo me radi, jaz ostajam v zadju v kraljestvu mrtvih, v prekletstvu bogov in strtih src, v objemu hladne smrti. Gledam gadne četrti, sebične, dvolične obraze, krivične dokaze, da je treba prelivati kri zaradi jebene nafte in pitne vode. Ni hujšega orožja na planetu od strateške človeške zlobe. Okušam okus grenkobe, tegobe in tesnobe, ker ni svobode za rodove nove. Naraj zajebo bi bogove, zbežu med volkove v gozdove, oni bi vsaj vračali mi glasove, na kere se tukaj nobene odzove. Med ljudmi gradimo zidove namest mostove, ker ne razumemo osnove. Razvil pohleb, zaradi katerega uspel smo past v svojo lastno past, in zdaj se obnašamo do sveta, kada je naša last. A to je naša čast. Oblast se znaša kot pošast nad nami, brat gre bratu krast, pa mu je flaša strast. Počas ugaša glas, razuma, odnaša bistvo, da vsi smo isto. In medtem, ko padajo zvezde, jaz jih gledam in čakam apokalipso. Ker samo ona lahko reši ta svet, za kjer ga mi poskrbeti nikoli znali nismo. Time has come for the war of the gods. Lucifer, you made man die. When the light shines, you run it out. Not v mojih besedah je zajeta vsaka ulica, bojim se lastnega soseda, veliko bolj kot begunca. Dame in gospodje, skovana majko z vami vad. Not v mojih besedah je zajeta vsaka ulica, bojim se lastnega soseda, veliko bolj kot begunca. Zakaj je več pogrebov kot porok, več izgredov zaradi več pogledov na to, kje je Bog? Te besede narekujejo tok, prebujajo folk, so svetilnik, osvetljujejo pot, raztegujejo obzorje, mečejo luč na morje ladjam, ke plujejo okrog, ujetim v neurje, mislečim, da jih varuje Gospod. Ta svetloba domuje povsod, jih rešuje za blod, neguje ta slog, potuje iz roda v rod, označuje teritorije. Patriote zapira v senatorije, nej njihove štorije polnejo krematorije. Vsakič, ko dvigne majkin, takrat se dvigne hype in spustim poskusne zajce iz laboratorijev. Obsijam te butle, ki okoli rišejo svastike, jim pokažem, da so navadne lutke iz plastike. Razbijam vsak ta na cigarcem, orientacija, navigacija naslednjim generacijam. Vsakič, ko bacim part, ker jaz sem samo svetilnik. Tega ne boš videl v filmih, jaz sem zaščitnik romarjev duš, si ne posluš, ko s temo gremo skupaj, preden vse se zruš. Jaz sem samo svetilnik. Tega ne boš videl v filmih, jaz sem zaščitnik romarjev duš, si ne posluš, ko s temo gremo skupaj, preden vse se zruš. Jaz sem svetilnik, tiskal temi dati luč, dam ti napotke, da se vizija ne izključ. Kaži pot, da laži pot, boš videl in na njo stopil. Ko boš enkrat bil na njej, se nikoli nam več izklopil. Smernica, smer resnica, pluje ladja, ptica jadra odpre, zapre strica iz ozadja. Razsvetljenstvo, v pravem pomenu besede, ne silam te v nič, lahko se obrneš, če ti ne sede. Stopaš nazaj v temo in pomagaš si svečko, sam dečko, ko pride neurje, ne me prosit za vrečko. Slepiš se, na koncu sam zgubiš se, zdaj svetilnik se išče, sam ti utopiš se. Nauči se, da zate vedno tlesen, sabo te nesem, stisnem se k meni in oprim se me tesen. In lahko kdaj človek zavije tudi na napačno pot. Hvala Bogu, ker če ne sploh ne ve, kdaj se mod, ker Jaz sem samo svetilnik. Tega ne boš videl v filmih, jaz sem zaščitnik romarjev duš, si ne posluš, ko s temo gremo skupaj, preden vse se zruš. Jaz sem samo svetilnik. Tega ne boš videl v filmih, jaz sem zaščitnik romarjev duš, si ne posluš, ko s temo gremo skupaj, preden vse se zruš. Mama mi je rekla, do ljudi bod dober, zdaj pojavim se od nikoder in stopam na tale oder. Naj me prbijejo na križ, naj dajo iz kože me, sam jaz bom vedno repu za socialno ogrožene. Sovražu sovražen govor, bolj kad ti sovražaš mene, ne moreš vplivat na skovo, lahko pa vplivaš na vreme. Dol mi visi, če kdaj izgubim vse svoje fene, ne spadam v niti eno pleme že celo življenje. Kot v najhujši nevihti, lahko sem zaklonišče, še slep človek me najde, če želi in me poišče. Stičišče odločitve, ne pride do prekinitve.
prekinitve. Pust mi, da te vodam do same razbremenitve. Ne krivit me, z mano se sploh ne obremenjuj. Vsak je svoj mornar in zato svobodno pluj. Ampak redko, kjera ladja prid skozi tole meglo zna, ker vsako pristanišče spominja na leglo zla. Jaz sem samo svetilnik, tega ne boš videl v filmih. Jaz sem zaščitnik romarjev duš, si ne posluš, ko s temo gremo skupaj, preden vse se zruš. Jaz sem samo svetilnik, tega ne boš videl v filmih. Jaz sem zaščitnik romarjev duš, si ne posluš, ko s temo gremo skupaj, preden vse se zruš. Svetilnik Skove z albuma Teatrum. Svetilnik danes sveti. Svetilnik sveti, ja. Pa sveti dovolj močno. Jaz mislim, da moj svet je dovolj močno. Zdaj pa vsak pri sebi mora ugotoviti, da ga sploh ima, potem pa a njegov res sveti. Koliko si na odrih? Na odrih sem bil zdaj kar dost. Moram reči, da sem imel največ koncertov z bendom, kar je še posebej lepo. Bil sem zdaj v Ljubljani 3-krat, potem enkrat v Kopru, potem imam kakšne manjše koncerte, tudi z DJ-jem, rada okrog potujeva. Imaš Skovane? Skovane, ja. Skovani so moj band, en pozdrav tudi za njih. Skovani mi smo nastali leto pa pol nazaj, pravzaprav direkt med korono, ko je bila še tista najstrožja policijska ura, takrat smo se mi formirali in to je bil naš nek zlati čas, no. Tako, takrat smo največ vadali in vse in se pripravljali na naš prvi koncert, ki je by the way super uspel. To je bilo v Kino Šiški in od tistega koncerta naprej to še toliko bolj čutimo in ustvarjamo naprej. Zdaj razmišljamo, da bi začeli ustvarjati kar novo ploščo, ne Skova ploščo, ampak Skova in Skovani ploščo. Se pravi, da so vsi inštrumenti live, brez naklikane produkcije in tako naprej. To je zdaj neka ideja, bomo pa videli, kam bo ta ideja pripeljala in koliko bomo dejansko ostali pristni in koliko bo želja še gorela zdaj. Ne. Pomeni, da te slišimo v dveh zvokih, z DJ-jem in potem kot band, ki verjetno zveni bolj rockersko, glede na strukturo. Tako, res je, ja. Band je pravzaprav dodal tej plošči vse, kar jaz nisem vedel, da bi na njo pasal. Vse, kar jaz nisem poznal, so moji fanti iz benda to tako dobro odkrili in popestrili aranžmaje. Pravzaprav so naredili, če smo natančni, so naredili čist novo ploščo, ne, nekako, ker ta material, ki ga je band ustvaril, hotel je v bistvu poustvariti mojo originalno ploščo Teatrum, ampak na koncu je nastalo nekaj veliko večjega in se nekako tudi zvočno niti aranžmajsko ne more več primerjati z pač prvencem, ne. Tako da v bistvu imam dve plošči, sam da imam eno posneto. Drugo pa imaš ištekano. Ja, ena je pa še ištekana, mislim, bili smo na ištekanih s Kovanimi, ja. To je bila tudi lepa izkušnja. Smo bili pri gospodu Longiki in to je bila taka čast, da nas je povabil. Morate vedeti, da band, ki obstaja leto pa pol, pa pride v ištekane, pa še to med covidom, v vseh teh čudnih razmerah. To je nekaj posebenega, res ne. In zato smo se tudi potrudili za ištekane in smo se ištekali, kakor se je pač dali ištekati takrat. Mislim pa vas je, da je prav, da še predstaviš Skovane, kdo je kdo. Kaj tiste številčno zasedba? Ja, mi smo 7-članski band, se pravi na bobnih je Simon Bezek, Saš, na kitari je Rok Mlinar, na kongah in na klaviaturi Anže Lajevec, na vokalu z mano sta Urh Mlakar in Zala Deželak in še bas sem pozabil, na basu je pa Leon Bedjanič. Besedila so moja, glavni vokali so moji in tako smo 7-članski band, ki rad to počne in evo. Ali Skovane tudi komu posodiš? Ja, mislim, tako je. Te fantje, nekateri izmed teh fantov igrajo že v drugih bendih, ne? In v teh bendih so se tudi že prej formirali te fantje, tako da so v bistvu naknadno prišli kasneje v Skovane, ne? Tako da, ja, definitivno posodim, zakaj pa ne. V naslednji bomo ugotovili, kje smo najbolj ranljivi. Ahilova peta? Ja. Ne šesta. Ne šesta, peta. Ja, Ahilova tetiva bi bilo bolj prav, ne, ampak je, rečemo, Ahilova peta. Za to pesem sem posnel tudi spot v gledališču, v Mini teatru v Ljubljani. To je bil v bistvu tudi moj prvi video spot takrat. Pesem sem napisal čistko iz nekega svojega, ne vem, gneva, iz tega vsega, kar me moti, nekako, kot sem prej povedal, tista družbena kritičnost je vedno na prvem mestu in ta komad je ravno to, ne, tukaj je nekako not skozi hiter ritem zajeto vse, kar je mene v tistem trenutku žrl v tej naši mali Sloveniji. Tako, omejeni smo, ne, zelo smo omejeni.
Medtem, ko se intelekt človeštva kaže na modni pisti, je vsaka vojna video reklama, v kateri umirajo statisti. Korporacije zastrupljajo vodo, sam niso teroristi. Ne, teroristi so vsi tisti, od katerih nimamo več koristi. Polni smo sebe, v bistvu praznik, ne popisani listi. Od zavisti se fukamo v glavo, postajamo mazohisti. Kao, skrbimo za otroke, mot nas družinski zakonik. Bojimo se gejev, ker mislimo, da ga bomo fasali v rit. Prelepa Slovenija, orgija, ne veš do koga v bistvu jebe. Živimo v trdih prepričanih, naveličanih samih sebe. Med ljudmi gradimo zidove, namesto mostove, v glavi prepih. Še opice je sram, ker govorimo, da smo nastali z njih. Kupujemo, kar ne rabimo, da bi postali nekaj, kar nismo. Sam da bi ustrezal normam družbe, obdane z idiotizmom. Sami sebi smo zlo, ampak tega še kar ne vidimo. Ni povezave, sam nam internet dela brezhibno. Omejeni smo, ne zanima nas artikel, važna je etiketa. Omejeni smo, brat, moj razum postal je Ahilova peta. Omejeni smo, pa kaj je sploh v bistvu naša identiteta? Omejeni smo, brat, moj razum postal je Ahilova peta. Tipe o Slovenci, ker večinoma držijo. Kamorkoli se obrnemo krog sebe, vidimo agonijo pa ušijo. Širijo se naša mesta, sam je vedno bolj oska. Moja soseska se izgleda že kot soteska, skupaj izgleda mi kot groteska. Če ima tvoj sosed lep vrt, moč ti med lepšega. Če ima sosed velik vrt, pol ti rabaš večjega. Če je sosed kupu pudla, da nabav si že svojega hiter. Ne rabaš med rad živali, sam da ostali vidijo, da si ljubitelj. Drage dale life, mi pa padamo na pocen štose. Bolj je važna frizura, kot artist, kaj skriva pod njo se. Kupil bi vse, kar je znižano, ko lahko se zbližamo z družbo, da se ne bi počutil ponižano. Koliko manj zaslužimo, kup moderni sužno, kateri doživijo silni orgazem. Važen, da je BMW v garaži, tudi če imajo hladilnik prazen. Danes vse, kar je modern, je sinonim za kvaliteto. Lahko je govno, ki ga poberem, če gor nalepam etiketo. Zdaj vsak avtor besedil govori, da je geto. Dal spot avtorit pateto, hoče imeti autoriteto. Najbolj žalosten je to, da med folkom je to sprejeto. Ko vidimo, kaj ta glasba raste, vidimo Ahilovo peto. Omejeni smo, ne zanima nas artikel, važna je etiketa. Omejeni smo, brat, moj razum postal je Ahilova peta. Omejeni smo, pa kaj je sploh v bistvu naša identiteta? Omejeni smo, brat, moj razum postal je Ahilova peta. Ne znamo več razmišljati, niti mali zven okvirja, pa hočemo v življenju dosež nek namišljen plafon. Če bi se dal, bi tudi sonce sprivatiziral, tako pa nam je samoumevno, da sonce sije zastonj. Ne znamo več razmišljati, niti mali zven okvirja, pa hočemo v življenju dosež nek namišljen plafon. Če bi se dal, bi tudi sonce sprivatiziral, tako pa nam je samoumevno, da sonce sije zastonj. Ne zanima nas artikel, važna je etiketa. Omejeni smo, brat, moj razum postal je Ahilova peta. Omejeni smo, pa kaj je sploh v bistvu naša identiteta? Omejeni smo, brat, moj razum postal je Ahilova peta. Omejeni smo, ne zanima nas artikel, važna je etiketa. Omejeni smo, brat, moj razum postal je Ahilova peta. Omejeni smo, pa kaj je sploh v bistvu naša identiteta? Omejeni smo, brat, moj razum postal je Ahilova peta. Skova z mano oddaje Radioaktivno z albumom Teatrum. Kdo je na naslovnici? Nas to vodiš ti? Ne, na naslovnici je Črni mož. To je tisto črni mož, ki sem ga prej omenil v skladbi Labirint. To je ta črni mož, v katerem na koncu poznamo, da smo sami sebi nakopali svoje težave. No. In kakor vidite lahko na coverju, ne, je v bistvu so vsi komadi nekako zajeti tudi v neke grafike. In tako da lahko v bistvu tudi skozi grafiko vidiš, kako se te pesmi povezujejo med sabo. Ne. Ta črni mož ima ven roke, se pravi roke lutkarja, ki je tudi ena izmed skladb. Potem spodaj je vitez, tam v kotu je balast,
ki vse to opazuje in si zapisuje. Potem imamo svetilnik. Pač lepa grafična podoba je in jaz veliko dam na vizualnost. No. Tako da smo dolgo nabirali ideje, kako bi pravzaprav oblikovali ovitek. Na hrbtni strani pa še tisto, o čemer si prej pel. Ja, Ahilova peta, ki je nekako tudi, nekdo je enkrat rekel, paradni konj plošče. Album, kot berem na spletu, je naletel na odlične odzive, tudi ocena najboljši slovenski rap album zadnje dekade. Ja, to sem tudi jaz videl. Ja. To je Matjaž Ambrožič napisal ta članek. Ja, jaz ne vem, če je to najboljši album zadnje dekade, je pa definitivno eden bolj pristnih albumov zadnje dekade. Tukaj bi pa, jaz bi tako mogoče rekel, no. En najbolj pristnih albumov v zadnjih 10 let v hip-hopu, ali pa kaj je največ sporočilnosti iznesel. Mogoče tako, no, bi se jaz izrazil. Tudi druge kritike na album so pozitivne. Ja, jaz sem dobil pravzaprav same dobre kritike. Ne vem, če sem dobil kakšno slabo. Mogoče, če je kdo kdaj kaj rekel čez album, so večinoma govorili čez produkcijo, kar se jaz spomnim, komu pač ni ta vrsta bitov všeč ali pa ne vem. Ampak pač pri besedilih so pa nekako vsi enotni, no. Vse kritike so tukaj samo pozitivne. Bi jaz rekel. Ko pa bereš komentarje pod kritikami, pa vidiš hejterje, tisto pa potem pač druga zgodba. To so pa posebni portali, ja. To pa vsi poznamo, ja. Za tiste pa nič ni dobro. Ja. Najboljši komentar pa vedno je, kdo pa je ta? Ja, to sem tudi opazil, ja. Ne, še najboljše, če sploh ne bereš tega, če sploh ne klikneš, pokaži več. Imaš prav. Jaz pa mislim, da članek ravno zato, da prebere nekdo, kdo je ta novi glasbenik, ki je prišel na sceno. Ja. Ne si prvo prebere članek, potem pa komentira. Tako je moje mnenje. Strinjam. Poslušalci so tudi pozitivno sprejeli tvoj izdelek, se to pozna na koncertih? Ja, definitivno. Mene prav preseneča vsakič znova, ko pridem, največkrat z bendom na kakšen koncert, imamo koncert in potem vidim, da ljudje v prvi, drugi, tretji vrsti znajo 5 komade in potem doskrat samo dam mikrofon njim in včasih kar sami odpojejo refren, kakšno kitico. Ne vem, mene pač to preseneča, ker vem, koliko so ta besedila kompleksna, ki sem jih napisal za ta album in potem, ko vidim, da so si ljudje zapomnili te tekste in da uživajo v njih, da jih znajo na pamet, ko pridejo na koncert, je to nekaj najlepšega, kar se lahko v bistvu ustvarjalcu zgodi, no, to se meni zdi. To je tisto, po kar pridem, nekako, ne, bi rekel. To je tisto high level pitch ustvarjanja, no. Si že kot Jan Plestenjak. To pa ne. Samo nastaviš mikrofon in že vse pojejo. Ne, nisem čisto tako mislil, no. Mislim, pri njemu kar malo bolj pojejo, se mi zdi. Naslednja, In si pojem. Ja, In si pojem je tudi ena izmed mojih ljubših pesmi na albumu. Je taka mogoče malo bolj jazzy hip-hop, no, jaz rečem temu. Ta pesem govori o sanjačih. V bistvu nekako pozdravlja vse sanjače, ki si pač želijo nek boljši svet, pa včasih ne vidijo tudi česar, kar bi morali videti. Pa so pač taki smotani, trapasti, zasanjani. Za take ljudi sem to napisal in zraven sem še tak refren dodal, ki gre prav v uho. In ja, ful rad nastopam ta komad. Vsakič, ko je ta komad, sem tako, zdaj bomo pa tega. In si pojem. Po Trnovskih ulicah se potikam, na deževen dan zasanjam, lutam brez dežnika. Po vogalih gledam znane face panične, posedat po lokalih, gužvat se pod streho, iskat uteho v teh malih barih. Moja luda glava pa kar potujoč teater, skrivam za zaveso zajebano vroč karakter, zaradi kjer ga danes redko kdo mi blizje in redko komu sem pustil, da bi vstopil v zakulisje. Zbiram na kup te občutke, pakiram jih v osnutke, še vedno pijem iz vodnjaka, bolečine se ne odžejam. Sem ta vodnjak, ki je kriv za najlepše rime, pa me imajo za čudaka, jaz vidim sam lutke. Verzi z umazanijo, prepojeni kot deževenca, sami od sebe na papir se zlivajo. Pogledi ostri, izpod obrvi me cilajo, nek šesti čut mi govori, da so vse to samo moji fani. Rad imam sonce, še raj gledam zvezde v temi, one dajo mi čaroben navdih, pa pišem stih. Ujet v samoto, ker edin z njo sem svoboden, dokler bom osamljen, bo gorel moj ogenj, verjem mi. Noči so dolge, včasih dan podaljša jih, pa se zbujam zlomljen, kada paše mi bit totalka, odrezan od sveta. Zamujam na sestanku, v slušalkah mi svira sam Đorđe Balašević. Zapojem tole pesem.
Diham s poezijo, sam ona me res pozna. Brez nje sem neokusen kapir, brez CO2. Poslušam kaple dežja, kako tolče ob tla. In preglasijo radio, ke v prazno igra. Turobno vreme vedno nov razlog mi da za pobeg z realnosti v domišljijo do neba. Upam, da me ne zbudijo iz sna, razni mimoidoči obrazi praznika človeku ne pustijo tja. Tja v destinacijo, kjer pišem svojo pravljico. Sam si zberem barve, s katerimi rišem maurico. Ne rabim si k srcu tvojo stvarnost vzet in se ukvarjati s tem, a si mogoče barvno slep. Ljudje te hočejo spremeniti v njih same, potih te probajo opredeliti, radi bi, da te prevzame njihov bes, njihove drame, ta njihov ksiht. Pa se včasih sred Ljubljane celo počutim kot turist. Ko si enkrat srečen, vidiš, da ljudi to najbolj zmot. In velik je takih, ki se tukaj bojo najdel not. Sledim svojim sanjam, sam one poznajo pot. Sam one so res pomembne, medtem ko ostalo škod. Ti mi nekaj razlagaš, me sprašuješ, če te slišim, ker zgleda malo zmešan v mislih, z besedami plešem. Fizično sem tle, v bistvu čist nekje drugje sem, pa si pojem tole pesem. Si pojem tole pesem. To so te momenti, ki mi folk nekaj razlaga. In vsi optimistični, a veš tisto, mislim, ono, razlaga mi nekaj, pizda bomo imeli koncert, a veš, ono, pa bomo šli pojem na pier, pa to, me poslušaš skova? Tako, ja, poslušam te, valjda, tako, veš, in gremo pa na ta koncert, pa tako, a me poslušaš skova? Pa poslušam te, stari govor, no, pizda. Ljudje živimo prehiter in ne znamo se ustaviti. Včasih live bil je turška kava, danes je instant. Srce mi preskakuje, ka uničen vinil na gramofonu. Opazujem narod zapičen nos, ma v telefonu. Že od malih nog ta svet vidim drugač. Pa mi govorijo, da sem en zblojen sanjač. Oblečem neviden plašč, ginem, izognem se temu sistemu, ke dol me tlač. Sam bom vedno navaden berač. Pridejo dnevi, kadar si ga samo natakam. To so te dnevi, ke razume me samo natakar. Puščam dolge brke, zgledam ka nagraužen mrož. Bedari po glav mi ljavžen krož, pijem tavžen trož. Vsak šluk, zame strup, hkrati zdravilo za obup. Dramilo, nočem na silo spadat v nek tvoj kalup. Raj spadam glup in nesposoben, kakor te podoben. Pust me da blodem, ker te blodnje so moj zaden up. V roke vzamem kuli, vidim svoj odsev. Običajne besede dobijo neobičajen odmev. Nek čuden zven, kada je neki v men, kada bi neki od mene hotel, da sem odtujen. Spet mi neki razlagaš, me sprašuješ, če te slišim, ker zgledam mal zmešan v mislih, z besedami plešem. Fizično sem tle, v bistvu čist nekje drugje sem. Potihem si želim, da z mano poješ tole pesem. Si pojem tole pesem. Si pojem tole pesem. In si poje skova na albumu Teatrum, spletno stran imaš, vidim, da si še stara glasbena šola, čeprav si mlad. Ja, tako je. Ja, ko sem izdal album, se mi je zdel fair, da imajo ljudje spletno stran, po kateri bojo naročili album. Ne. Sem vse delal tudi legalno in tako, kot je treba, in se lotil pač kot samozaložnik tega projekta od A do Ž, kakor se zagre. In ja, spletna stran je tudi ena izmed reči, ki jo imam. Je pa moj prijatelj mi naredil to spletno stran, ki je by the way med drugim tudi moj šef v službi danes. Tako da ful je bilo lepo, ker so med korono ljudje začutili, da v bistvu tudi jaz rabam neko pomoč kot ustvarjalec, ko pač takrat je bilo neko obdobje, ko ni bilo glih naklonjeno kakršnim koli ustvarjalcem. In tukaj so tudi prijatelji, kakšni stopili skupaj in so razmislili, da je kako bi ti pomagali, tretje. No in ta en fant, ki pa pač se ukvarja malo tudi s spletnimi stranmi, mi je pa tudi to potem pomagal narediti. In potem so naročila hitro šla skozi in so bili vsi zadovoljni. Olej, spletno stran imaš, nima vsak reper spletne strani, ne, tako kot ste povedali. In ja, dobro je imeti spletno stran, treba je imeti spletno stran, jaz mislim, da ja. Tam je poleg albuma mogoče kupiti še kaj v tvoji trgovinici. Ja, imamo še majice, pa te hudije, te puloverje, pa rudzake sem imel tudi prej, tako da mogoče bom še kaj novega dal. Zaenkrat je to majčke, pa tako, pa plošče. Pa plošče sem pa v bistvu že skoraj razprodal, mislim, da jih imam samo še 10.
Tako da. Pa to je že tudi drugi ponatis. To je prvi ponatis, ampak je že čist proti koncu gre, no, tako. Kar je dobro v bistvu, ker se CD-ji se ne prodajo več tok, ne. Jaz sem mislil, da mi bo 200-300 plat ostalo doma, pa mi jih ni. In to v bistvu super, no. Res, da je skozi 2 leti so se prodajale, ne, pa do zdaj, ampak zdaj jih skoraj nimam več. Potem pa gre drugi ponatis, kot sem predajal. Ja, bo treba. Družabna mrežja, tam si prav tako aktiven, na vseh. Mislim na vseh, kjer pa so vsa, v bistvu imam Instagram, Facebook, TikTok tudi, ja. To je to, v bistvu. LinkedIn imam zdaj po ta novem. Tako da, ja, mislim, treba je biti aktiven na socialnih omrežjih, ne. Tega se nismo mi zbrali, ampak če se ukvarjaš s takim poslom, kot se jaz, pač je nekako v tem času samoumevno, da pač imaš socialna omrežja, ker prek njih tudi najbolj komuniciraš s svojimi poslušalci in fani in tako naprej. Ljudje tam zvejo za koncerte, predvsem je to, ne. Tako da, ja, mi je super in potem skozi objavljam, kje smo, kdaj, da nas lahko ljudje pridejo poslušati, nas ujamejo, objavljam kakšne highlighte, posnetke iz res dobrih špilov, da vidijo ljudje, kako to zares gleda, tudi nekaj jih ni bilo na kakšnem koncertu, da se potem na podlagi teh posnetkov mogoče odločijo, da pa pridejo na naslednji koncert. Tako da, ja, se mi zdi, da je treba danes prek socialnih omrežij mogoče malo pikati ljudi skozi, malo jih včasih posiljevati s tem, dej, poslušaj to, ne. Ker živimo v tej dobi informacij, ko je vsega preveč in tudi jaz sam ne vem, kako ne najdem nekaj, kar bo meni všeč ob vsej tej poplavi, ne. Tako da je treba delati potem na tej promociji in socialna omrežja so jasno stvar, ki se jih ne moramo izogniti, ali pa je neumno, če bi se jih hoteli izogniti, no. Vasja, do sedaj sem te jaz spraševal, v nadaljevanju pa se zgodba spremeni. Aha. Namreč dobiš drugega izpraševalca. Celo 2 danes. A ja? Ja. Namreč prakso imam, da gost prejšnjega tedna sprašuje gosta te oddaje. Aha, okej. Prejšnji teden sem gostil skupino Regen, poznaš? Ja, sem slišal za skupino Regen, ja. Predstavili so album Jud pred kratkem, pri meni sta bila Gaja in Gašper in 5 vprašanj imata zate. Okej, bom probal odgovoriti, da vidim, če niso pretežka. In sicer prvo vprašanje, ki ti ga zastavlja Gašper, se glasi: Če bi do konca življenja mogel poslušati samo eno vrst glasbe, ampak res samo eno, katero bi poslušal? Ful dobro vprašanje. To je težko vprašanje, recimo, ne? Ja, mislim, moj odgovor bo rap, ne? Jasno, ne? Rap, hip-hop, definitivno. Ker je tudi na vse zadnje hip-hop mešancev vseh možnih žanrov, ne? Če smo že pri temu. Lahko bi rekel tudi blues, ali pa bi lahko rekel jazz, ali pa, ker se tudi nagibljam, ne? Ampak tudi vse to je v hip-hopu, tako da bom zbral hip-hop, svojo primarno zvrst. Rečva tako. Drugo, Gašperjevo vprašanje. Katera žival bi bila najboljša, da bi prevzela tvoj inštrument? Aha, torej v tem primeru moj vokal bi, pismo kakšno, to je pa dobro, to je pa kreativno vprašanje. Ja, neka, ne vem, neki ka ful hitro kokodaka, ali govori. Ne vem, ne bi zdaj glih rekel kokoš, ne, to bi se malo narobe slišal, imel napačno konotacijo, ampak, nekaj zelo glasenega. Pa rečva Petelin, no, rečva Petelin. Sedaj mikrofon prevzema še Gaja. Tretje vprašanje iz skupine Regen. Če ne bi igral svojega primarnega inštrumenta, kjer inštrument bi igral namesto tega? Kitaro. Jaz mislim, da bi igral kitaro. Če ne bi bil vokalist, bi brenkal. Četrto vprašanje. Najljubše vozilo. To se mi zdi zelo pomembno vprašanje za vsakogar. Najljubše vozilo je kolo. Jaz namreč se moram malo degradirati, zdaj tukaj v tem odgovoru si bom malo sramote naredil, jaz nimam izpita za avto in me tudi nekako me ne vleče, da bi se sploh vozil z avtom, ne vem zakaj. Pravijo vsi, da sem čuden, ampak jaz sem čudak. Tako da kolo, moj odgovor je kolo. In še zadnje bonus vprašanje, prav tako ti ga zastavlja Gaja. Ja? Kakšno je tvoje mnenje o goseh? O goseh? Goske so lepe. Tudi tebe potem čaka enaka naloga, da boš zastavil 4 vprašanja za naslednje goste. Midva greva k predzadnji iz tega albuma, to bo pa najdaljša, z izdelka Balast bo to. Balast je pa pesem, ki je že skoraj neka monodrama. To je v bistvu, nekateri moji prijatelji so celo rekli, da je Balast
plata znotraj plate. Kot prvo, ker je tako dolg komad, ker je tako obširen komad in ker ima toliko emocij noter, ne. Če ste pesem poslušali, potem veste, da govori o nekem slikarju, ki je pač razočaran v svojem življenju, zaradi neuspeha predvsem in posledično zaradi neuspeha ga družba tudi zavrača. Ampak ko ta slikar premaga te neke družbene norme in postane uspešen, takrat se družba seveda okoli njega spremeni, kar pa njemu potem ravno ne paše, ker je imel dovolj časa, celo življenje časa spoznavati te ljudi in točno je vedel, kakšni so, in na koncu se ni več počutil udobno, da bi lahko živel s temi istimi ljudmi v takem okolju, če je le neka slava ali pa uspeh merilo in pogoj, da te ima nekdo rad, ne. Tako da v bistvu to zdaj v enem stavku na kratko, o čem govori pesem, in je ena izmed mojih boljših ali pa najboljša pesem. Težka za poslušati, ni za vsakega, ampak je največ emocij nosi vse tako. Mladenič s podhoda, vsi pravijo, da je zguba. Ne more biti plemič, on lahko je sam sluga. Psovke dušijo ga kot orjaške lovke, niso ga še dotolkle, on bo nam razul ostovkle. Pokriž časopisom pred trgovino sameva, najdeš ga z litrom vina, odšteva sekunde do dneva, ko ne bo več rabo zbirat kovance, do dneva, ko ne bo več čutil med ljudmi distance, on je zoc od kave na dnu šalce. To ga grenek, da noben ga ne pije, za mimo idoče navaden pijanc je. Lenuh brez vizije, poln utopije, duh, vse kar poznaje ta čopič. Palete motivov, odtenke prelivov, senc barva starjena za nohti, tok dolg zasušena, da skupaj sta eno že. Vsake tok časa, kdo iz jezega brcne, mu plune v obraz, reče: upam, da crkneš, koga briga za tvoje slike, pa je delat v službo. Sreča mu zdavnej že obrnil na hrbet, prodaja svoje slike, sam nobenih ne kup. Mogoče bilo bi drugač, če bil bi avtor kdo drug, ne berač, kad je on umazan, poraščen, označen kad smet, potlačen v svet predsotkov, napotkov, lifestyle ga postrmi poti vod. Sam kaj naj, to je sam njegova stvar, ve da enkrat ga bojo klical gospod, ka postal bo slaven slikar. Do takrat bo zbiral denar za kruh in tempere, pil v veščine, vlekel poteze izven zemljske, gradil si temelje, gnil, inspiriral se na ulici, gledal kako mimo njega ta si v življenje gre. In rekla so mu balast, 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 balast. In rekla so mu balast, balast. Življenje zgleda kot past, vse kar je njegova last je ta prekleta strast. Balast. A se kdaj počutiš, kada si odveč na tem svetu polne mask? Balast. On je vse kar imaš, vse v kar verjameš, sam spreminja te v pošast. Dolg časa je minil in zdaj je že starc, zdaj je že starc, zdaj je že starc. Meče kovanca bo ostal nesrečen pijanc, ali ga bo prej droga pahnila v večen spanc. Črne vrane, ki prej bile so od njem odletele so, tudi one ne poznajo patetike tele vrste. Barve na platnu že zdavne izbledele so, veter brus njegove otrdele prste. Ni družine, ni prijateljev, sam prazno platno, riše abstraktno. Razočaranje bez, vso to ustvarjanje brez rezultata ga utruja, on pa proba iti čez sebe. Ne poznam gospodu v črnem plašču, tam ga v pas pade v trans, ko v slike strmi, zazre se v zenice starcu. Balast kad pošast v njem noter drhti, gospodu kameni vid, čisto ljubezen kako vleče poteze, takrat čas se ustal. Stop do starca, ponudi iskreno roko, močno stisne in se predstav. Čau, moje ime je Jure, sem vpliven člen kulture, predsednik društva likovne umetnosti. Opazujem vas že ure in ure, občudujem vaša dela in moram reči, da se mi neverjetno zdi, da tak prefinjen genij, kot ste vi, prosjač. Lahko bi bilo drugač, dovolite mi, da vam pomagam, lahko vas predlagam naprej v kroge med mnoge slikarje, kamor vaš talent v resnici tudi spada. Šok, čopič pade mu iz rok, kaj če to je ta šansa, kjer je čakal. Zato skoč in jo zgrab, ve za moč, kaj je vzad, zdaj zavedno se bo iz tega podhoda umaknil. Pomisel na vse, kar bi imel, veze poznanstva, vsi ti ljudje, svoj atelje, plus renome, narod slikarstva, s katerim dostojno bi živel. Starc ga pogleda s steklenim očesom, z iskrenim nasmehom odvrne. Cel življenje sem čakal na točen tako priložnost, končno prišel je čas, da vas moj trud se povrne. Zato pobere vse barve, čopiče, platno, jih prime pod roko, zapušča svoj kraj, z gospodom se odpravlja s podhoda v neznano, na poti do uspeha ne ozre se nazaj.
ne ozre se nazaj. Na poti do uspeha ne ozre se nazaj. In rekel so mu balast, balast. Balast. Balast, balast, balast. Balast, balast. In rekel so mu balast, balast. Življenje zgleda kot past, vse kar je njegova last je ta prekleta strast. Balast, A se kdaj počutiš, kot da si odveč na tem svetu polne mask? balast. On je vse, kar imaš, vse, v kar verjameš, sam spreminja te v pošast. Reflektori, šampanci v kozarcih, umetniki, znane osebnosti o umetnosti. Kramljajo neznanci, nadležni vsi, kot požrežni psi, njemu patetični, sami pomembneži, razvajeni bedniki, obdan s hienami, evo jih mediji, zanima jih koliko zasluž, ne vprašajo ga o njegovi tehniki, ne, iz njega izslabeva tista strast. Slike zgubljajo kontrast, sam noben tega ne opaz, ker ni važen, kaj naslika ta balast. Vedno bo dobil aplavz, a ni to mal smešen, žur za glamur tok umazan. V starcu dvom, kot demon ga razpara, v družbi vseh teh figur in frizur ga razburta absurd, da se folk hoče sam kazat. Še nikoli tok folka ni videl, da z njim se fotkal bi, za selfije in autograme delo se vrsta. Ozre se po dvorani, vid tiste ksihte, ki pred leti so ga v podhodu pluval in brcal, zdaj pa je nominiran za najbolj napredenga avtorja leta in prav na Prešernov dan, namenoma izbran kot neki posebenga. Ploska predsednik mu, ploska vsa smetana, hej, kličejo Gorga na oder, zdaj gre po nagrado, gleda estrado, on nikoli ni spadal v stado, blokado, zdaj čud z nohti trga si brado, stiska zobe, da krvavijo mu dlesni, dlani se mu potijo, zdaj ka vid iluzijo, sekunde so daljše, ka se stradani meseci, novinari kot mrhovinari, požrešni objestni, izročijo mu kipec, on ga fukne po tleh, se razbije na kose ob vseh teh ljudeh. Kakšen je tole teater, jebem vam mater, zaupije z jezo v očeh, cela dvorana v tistem trenutku otrpne, vse oči so še bolj vanga uprte. Cel življenje je mislil, da ve, kdo bi rad bil, zdaj pa je sam, beden, star in siv, plune na rdečo preprogo, agresivno odvihra iz dvorane, kravato dol sname jo vrže v kontejner, spetava po ulicah Ljubljane. Danes najdeš ga v istem podhodu, tam čopič v roki tresoči drži, ljudje so spet mimo idoči duhovi, umetnost pa večno živi. In rekel so mu balast, balast. Balast. Balast, balast, balast. Balast, balast. In rekel so mu balast, balast. Življenje zgleda kot past, vse kar je njegova last je ta prekleta strast. Balast, A se kdaj počutiš, kot da si odveč na tem svetu polne mask? balast. On je vse, kar imaš, vse, v kar verjameš, sam spreminja te v pošast. Balast in Skova v oddaji Radioaktivno, vas je za konec. Album je šel 2020. leta. Ja. Prej si že najavljal, oziroma tako med vrsticami povedal, da razmišljaš, da bi naslednji album nastal s Kovanime. Tako, ja, teatrom je nastal konc leta 2020, že skoraj v 2021 v bistvu, ja. Zdaj ta nov, če se ga bomo pospravili delati, pa bi znal tudi trajati dolgo preden ga ustvarimo, ker je to glasbenikov na kupu in ne vem, bomo videli. Zaenkrat imamo en komad, ki ga pilimo, ne smem nič izdati, kaj to je, še prezgodaj za kaj povedati, ampak ja, gremo tako, go with the flow smo rekli, ne. Toliko smo velik band, da je težko zdaj predvideti, koliko časa bomo lahko držali skupaj, a bo ta energija večna, ne bo. To je stvar 7 posameznikov, ki se počutijo ustvarjalne ali pa se ne in to je pač mood, ki lahko swinga in se spreminja in jaz si to jemljem kot neko potovanje, to z bandom, ne, vse kar delamo. Tako da ne nas pot pripelje tja, kamor nas bo pripeljala, jaz se pustim presenetiti. Občasno pa sedaj že lansiraš kak single. Ja, tako je, ja. Kmalu po plošči sem naredil pesem Kraj srečnega imena, ki je malo drugač kot z razliko od verzije od Prešerna. Kraj nesrečnega imena je ta pač srečnega. In ta pesem je pravzaprav posvetilo vsem Trnovčanom in Trnovčankam, prebivalcem Trnovga, kot nek poklon, no, temu kraju in tako.
Ja, to sem naredil in smo tudi video spot posnel z enim super montažerjem in režiserjem Miranom Bratušem sem posnel ta video spot, ki je bil zelo dobro sprejet. Tako da to je en single, potem sem pa še pred kratkim šel na dopust z dvema svojima prijateljoma, z Rokom in s Kuno in smo posneli pa še pesem Produced by Dopust, ki pa je malo taka, bom rekel, odfukana, odkačena, kjer sem pa pač nekako malo pozabil na to svojo sporočilnost in res pokazal, da sem tudi jaz kdaj lahko na dopustu. In to je bil tudi komad, ki je tako malo mogoče smešen, pa je nastal res hiter, ne. Posneli smo pesem v ene 2 urah, pa video spot v ene 2-3 urah. Po moje maksimalno 5-6 ur dela bilo vloženega v ta komad, kar je tudi časovno najmanj do zdaj, ne. Vsi komadi se pri meni vlečejo po, ne vem, več tednov, mesecev, ne, preden nastanejo. Ta je bil pa tako. Takoj. Bova pa ostala še na teatrumu in zavrtela zadnjo z omenjenega izdelka, to bodo Malenkosti. Ja, pesem Malenkosti sem naredil čisto z mislijo, da v bistvu, da povem ljudem, koliko so majhne reči v bistvu pomembne v življenju, ne. Koliko so v bistvu majhne stvari včasih velike. To, da greš zjutraj na avtobus, pa pozdraviš šoferja, pa prodajalki na blagajni polepšaš dan, pa rečeš neko prijazno besedo, tudi če ti ni treba. Kako nas v bistvu te majhni gradniki v življenju nas gradijo, zaradi katerih smo potem tudi dobre volje in radi živimo v takem okolju, smo obdani potem s takimi enak mislečimi ljudmi. In v bistvu je to tudi nekako pesem, ki nekako pospremi to ploščo, ne, jo pospremijo do konca in se v bistvu plošča malo lepš zaključ, ker potem, ko slišiš vse tista sporočila na plošči, rabiš nekaj, da te bo malo zmehčal, ne, in ta pesem je taki zmehča. Malenkosti nas bodo Malenkosti. za konec zmehčale. Ja. Skova oziroma Vasja, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno na Hvala Radio vam. Prlek ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Najlepša hvala. Hvala za povabilo. Malenkosti. Zjutraj vstanem, umijem si ksiht, vzamem kar rabam, se odpravim na šiht. Te dni hrana, kadar nima okusa, opazujem obraze skozi šipo od avtobusa. Mesto se zbuja, gneča utruja, vidim like zaskrbljene, obremenjene z normami, z vsakodnevnimi borbami, mladino s torbami v šolo zamujat. Vse je tako turobno sivo, nasmejem se kar tako, da ne gledam grdo, prijazno pozdravim gospo. Mogoče to ni zate nič posebenega, lahko pa je za njo. Mogoče ima slab dan in jaz si polepšam ga, nič me ne stane, a ni to lepo. Vzamem telefon, pokličem svojo drago, da povem mi, koliko jo rad imam in to je to. Pridem v službo, stopam v pisarno, sodelavcem prinesem kavo z avtomata, vržem fresh, rimo, da se malo nasmejimo. Ej, vprašajo me skova, kdaj bo zunaj ta plata. Šef se obnaša kot osu, hoče sam, da se denar dela, strahuje zaposlene, da zgubil bojo posel. V tej konzervi jaz sem sam ena sardela, plavam v olju, tavam po vesolju, bolj katavam, bolj spoznavam. Sem se tok mudi, da pozabijo na malenkosti, če ni tako, naj vame udar strela. Ljudje rabijo pač svoj status, radi bi nedotakljiv naziv imel. Šprintajo do cilja in kaj enkrat so na cilju, se ozrejo nazaj, vidijo, da sploh niso švel. Pa se jim smešen zdi, kadar povem, da pogrešam jih tele malenkosti, gledajo čuden, kadar sem zmešan tip, jaz pa se trudim samo, da polepšam ti dan. Pa se jim smešen zdi, kadar povem, da pogrešam jih tele malenkosti, gledajo čuden, kadar sem zmešan tip, jaz pa se trudim samo, da polepšam ti dan. Malenkosti, Malenkosti. malenkosti, 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 To so te svežke. malenkosti. Konc iz mene, zapuščam stavbo, vzuni tok mraz je, da teče iz mene. Iz službe se vračam izmučen kot Rambo, nosim na smeh, upam, da te prevzeme postaja. Cesta, bus, folk, semafori, kontrolori, urbana, zmeda, hrup, skos, ponovitve enih in istih štorij. Še zmeri vse je kislo, se furam na busu in gledam Ljubljano in gledam obraze. Vsem je težko, pa se vračam domov v Trnov, pelem ta flow, obračam besede, oberam te rime teh zrelih sadov, slišam nek glas paralelnih svetov.
Prav mi, da včasih je dođe to, da pozdravaš nekoga, ga objameš kratko malče, verjameš v male stvari. Je to ta metoda, po kjer je life lost, sladek bonbon. Realnost ne rab biti stroga, rad bi te v sreču, ne iščem razloga. Nočem nič v zameno, ej, nič v zameno. Najlepše reči so v življenju zastonj. Vrata se odprejo, tle izstopam, diham z Ljubljano, tako kot ona z mano. V slušalkah mi polka Edičev bit, rime spontano padajo stalno, žarki prepadajo oblake. Hvala ti sonce, ka zame posjel. Vmes se ustavam, drobiždam brezdomcu, ka je na mostu zmrzval. Ne rabam te krone, niti medalje, po duši sem vitez, ne spadam med kralje. Zame preveč je, kar enim premalje. Majke moj meč, ta meč je užarjen. Pišem te pesmi, naj veter nosih, one me non-stop ženejo dalje. Zaradi njih postajam človek zmeram boljši, dajo mi odgovor na vsako vprašanje. Hodam po ulici, mečem freestyle, iz ruzaka vzamem ven suh kruh. Grem do Ljubljance, futram terace, zli z naravo, všeč mi je njen duh. Zapisujem si šterke, z mislimi odplujem, občudujem ponerke. Bratje in sestre, sinovi in hčerke, majhne stvari naredijo nas velike. Malenkosti, 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 malenkosti. Ejo, kje ste folk, z vami Skova, reper brez naslova, vi poslušate Radio Aktivno. Yes.